Pozdravljeni! Danes so zopet na vrsti vaše pobude ter vprašanja. In tokrat je na vrsto prišla izjemno zanimiva tema. Vrnili se bomo k pretekli veliki nagradi Italije in skupaj skušali ugotoviti, kje je bil pravzaprav Red Bull hitrejši od Ferrarija in zakaj. Najbolj enostaven odgovor na zastavljeno vprašanje bi bil, da je Red Bull RB19 zagotovo eden izmed najbolj dominantnih bolidov v celotni zgodovini Formule 1 in da pravzaprav ni čudno, kako lahko Max in Sergio s tako lahkoto prideta do prvega in drugega mesta. A to, po mojem videnju, je neke vrste pavšalni odgovor, ki pravzaprav ne pove, ne razloži nič. A mi navdušenci imamo v današnjem času kar nekaj podatkov, ki nam lahko pomagajo razumeti bolje situacijo. Seveda nekega dokončnega odgovora ne moremo dati, ampak skušamo lahko se malce poglobiti in malce bolje razumeti. In najprej moramo razumeti, kaj so pri Red Bullu napravili na bolidu RB19 in kakšen je stil vožnje Maxa Verstappena. Po drugi strani je treba te lastnosti primerjati s tistim, kar je potrebno imeti v templju hitrosti na znameniti progi Monze. Videli smo, da na veliki nagradi Italije pri Red Bullu niso imeli takšne prednosti, kot naprimer na marsikaterem drugem prizorišču. In tu bi lahko izpostavili veliko nagrado Nizozemske v Zandvoortu. A treba je vedeti, da Max Verstappen ima rad bolide, kjer je tisto težišče pomaknjeno proti prednji osi, kjer je prednji par koles tisti z največ oprijema. In seveda tu ne gre za Red Bull RB19, temveč mnogo starejši RB12, ampak za razumevanje konceptov bo prišel še kako prav. In seveda Red Bull RB19 ima na željo Maxa težišče pomaknjeno naprej. Namreč stil vožnje Maxa Verstappena je takšen, da ima rad točen vhod v ovinek, medtem ko zadek mu lahko zbeži, lovi ga z uporabo stopalke za plin in one za zavoro. In seveda to je neka želja, neka lastnost, ki je znana navdušencem Formule 1. In mnoge proge zahtevajo prav takšen stil. Večina na koledarju svetovnega prvenstva Formule 1, ampak ne Monza. V Monzi lahko vidimo izjemno dolge ravnine in praktično, razen zadnjega ovinka posvečenega Michelu Alboretu, oprijema pri samem pospeševanju se ne toliko rabi. In prav zaradi tega smo lahko videli pri Red Bullu, da so izbrali rahlo drugačno konfiguracijo zadnjega aerodinamičnega stabilizatorja. O tem smo podrobno govorili v prispevku pred kvalifikacijami velike nagrade Italije, kjer smo videli, da Perez in Verstappen sta pravzaprav imela dve različni rešitvi. Max je imel izjemno konkavne oblike, tisti glavni profil, kar je seveda po svoje pomenilo nižjo končno hitrost, ampak več oprijema. In pravzaprav to lahko imamo za neko osnovo, kaj so pri Red Bullu naredili, da so Maxu pomagali v določenih fazah imeti miren zadek in boljše pospeševanje. Namreč sila na zadku pritiska na pogonski par koles in tako omogoča boljše pospeševanje, zagotovo pa ne doseganje najboljših končnih hitrosti. Seveda gre za izjemno poenostavljeno razlago, ampak upam, da smo se razumeli.
pri Ferrariju in mnogih drugih ostalih ekipah, tu je zopet Ferrari SF70H, smo videli, da na zadku sta bila tako glavni kot pomožni aerodinamični profil izjemno majhna, izjemno gladka, izjemno ravna, kar je omogočalo manjši zračni upor in na koncu doseganje višjih končnih hitrosti. A mnogokrat smo poudarili, da višja končna hitrost še ne pomeni, da je bolid pravzaprav hitrejši. In videli smo na samih kvalifikacijah. Razlika med Carlosom Sainzom mlajšim in Maxom Verstappenom je bila, bodimo iskreni, minimalna. In sedaj se lahko začnemo spraševati, kaj pravzaprav pomeni ta bistvena aerodinamična razlika in kako se je to v bistvu poznalo na sami dirki. Če pogledamo telemetrijo samih kvalifikacij, kjer je bilo manj spremljivk in na grafu skozi vse 3 sektorje spremljamo Verstappena, Sainza in Russella, bomo opazili nekaj zanimivega. Na grafu, ki nam kaže hitrost, lahko na tistih pomembnih točkah spremljamo najvišjo in nato najnižjo hitrost na posameznem odseku. In vidimo nekaj, da Carlos Sainz mlajši dosega najvišjo, ampak na posameznih delih tudi najnižjo hitrost. Torej, ima izjemno nizek zračni upor, ampak mora bolj grobo prej zavirati, da pravzaprav spelje tudi tisti počasni del, tiste kombinacije ovinkov, kot so prima, seconda variante, variante Ascari, ter še bi lahko naštevali. In pravzaprav je to trend, ki se ponavlja skozi celotno progo. In lahko bi dejali, da naprimer skozi zadnji ovinek, skozi paraboliko oziroma skozi ovinek Alboreto je na začetku hitrejši Red Bull, kajti ima oprijem, lahko pospešuje, ni kakšnih skrbi, da bi bolid odšel proti zunanjemu robu. Seveda to prednost obdrži še prvo tretjino same dolge ciljne ravnine. Nato stopi v veljavo tisti zračni upor, ki je manjši pri Ferrariju in pravzaprav v tisti točki začne Ferrari nekako pridobivati. In na koncu, ko se pride do zaviranja v prvo šikano, sta nekje oba poravnana. Gre za kompromis. In vidimo, da do istega rezultata se lahko pride po 2 različnih poteh. In sedaj, če se spomnite na samem komentarju dirke, smo govorili o tem, kako je Max Verstappen prehitel Carlosa Sainza mlajšega. Seveda po prima variante je obdržal zunanjo linijo na vhod Curva Grande. In tam je še kako prišlo do izraza to, da je Verstappen na Red Bullu imel boljši oprijem. Lahko je ostal na zunanji strani samega ovinka, pospeševal in bil ob boku Ferrariju na notranji strani, čeprav je imel Ferrari v tistem danem trenutku krajšo pot za prevoziti. In ko sta skupaj prišla do vhoda v seconda variante, kjer prvi ovinek je v levo in ne v desno, je imel Max Verstappen prednost in seveda tudi več oprijema, ter je z lahkoto prišel naprej. In konec koncev tudi ritem Maxa Verstappena je bil impresiven. In verjetno marsikomu izmed vas se je že posvetilo, zakaj. Njegova najvišja in najnižja hitrost sta imeli manjši razpon, bili sta bolj skupaj. Torej, Max je imel lažje življenje skozi celotno dirko pri zaviranju, kajti ni mu bilo potrebno toliko znižati hitrosti in v bistvu vozil je bolj gladko, z manj napora in tudi zato prišel bistveno lažje do rezultata. Pri Red Bullu
so v tem primeru razmišljali malce bolj daljnosežno na samo dirko, verjetno so žrtvovali samo aerodinamično podobo, tudi malček kvalifikacije, ampak videli smo na koncu, da so po svoje imeli prav. Ne trdim, da Red Bull RB19 je kar naenkrat postal enakovreden Ferrariju in da je bila edina razlika samo v tej malenkostni aerodinamični konfiguraciji, ampak iz takih podrobnosti lahko vidimo, kako so ekipe pravzaprav pripravile vikend. Maxu so omogočili bistveno lažji bolid, ki bo lahko držal ritem skozi celotno dirko, medtem ko pri Ferrariju so hoteli imeti seveda dober čas, visoko končno hitrost, ampak konec koncev izjemno nervozen, neukrotljiv SF pomišljaj 23. Kar seveda na en krog se ni toliko poznalo, ampak na celotni veliki nagradi je zagotovo utrudilo voznika. Pustimo sedaj prednosti in slabosti določenega projekta, kar smo že omenjali v predhodnosti, in tu seveda s prstom kažem naprimer na vzmetenje, na obese. Vidimo lahko, da pravzaprav inženirji lahko pripravijo rešitev, ki je tudi pisana bolj na kožo določenemu stilu voznika in pravzaprav prinese prednost. Po drugi strani, če se išče ekstreme, je prav na že prej omenjenem vozniku možnost, da se bo prilagodil ali ne, in tudi od tega je odvisen uspeh. A upam, da smo sedaj malce bolj podrobno spoznali, kje je bila določena prednost Red Bulla RB19 na veliki nagradi Italije. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.